Kaj dela dr. Manca Košir zraven Krilc? Uživa, ker je lahko glasnica Krilc. Izbrali so me za ambasadorko, ki širi radostno vest. Vsi imamo možnost poklanjati drugačna darila. In sicer darila s čarobno močjo. To so prav krilca. S tem lahko naredimo ogromno za dobrobit ljudi, posameznih ljudi, narave, gozdov, delfinov, morja, čebelic in predvsem za dobrobit svoje lastne duše. Kajti sreča je najbolj v posesti, če damo narekovaj, tistega, ki jo deli. In biti srečen pomeni biti preprosto dober človek. Dober človek bo pa vedno mislil tudi na druge ljudi, ne samo na svojo lastno rit, kot rada poudarjam, zaradi katere je prišel do te katastrofe, ampak bo mislil na drugega in na ves svet, ker smo vsi eno. To je bilo zelo ezoterično, zdaj pa gremo v prakso. Kako izgleda eno krilce darilo? No, eno krilce. Bom kar na svojem primeru povedala, ker ima moja najmlajša vnučka zdaj le 2 leti. Sem ji izbrala šumeče drevo, kar pomeni, da bo s tem denarjem, ki sem ga dala za to darilo, dobili eno sadiko, ki bo posajena, kot mi je povedal tukaj predsednik gozdarskega društva, v parku Mozirje, in tako bo moja vnučka postala lastnica novega drevesa, tukaj v Sloveniji, ki rabimo nova drevesa, avtohtone vrste, ni vse v smrekah, tudi lipe in tako naprej, bi lahko ponovno zasajali. In jaz jo bom pelala v Mozirje in bo objela to svojo sadiko in bo ponosna, ker ima tesa svoje drevo. Tako je vnukinja Taja dobila svojega delfina in je tudi botrica delfina in še enega afriškega dečka smo izobraževali in tako naprej. In vsi smo ponosni, da lahko pomagamo krasti otroka, delfina, drevesa, sveta. Gaja, ena od, kako se temu reče, organizator, pokrovitelj ideje krilca, darila z mačkem več domišljije. Zanima me, kam gre ta denar, ki ga mi namenimo? Kako vemo, da dejansko pride do kje, kamor je obljubljeno tudi v darilo? In to ljudi najbolj mori v današnjih časih. Ali bom jaz dal kaj, kamor sem namenil? Ja, ravno iz tega vzgiba smo mi hoteli čim bolj transparentno narediti to zadevo. Tudi sami se vedno soočamo s temi dilemami, a se zgodi res to, kar hočemo, da se zgodi in tako naprej. Tako da smo to zelo skrbno razdelali in zato imamo tisto, kar je namenjen za darilo in za organizacije ločeno kot donacijo in to mi 100% potem nakažemo partnerske organizaciji. Strošek obdelave naročila, se pravi kartica, poštnina in tako dalje, je pa obračunan ločeno. In od tukaj naprej, ko organizacija dobi denar, je pa pisno zavezana, z vsako organizacijo imamo namreč dogovor pisni, da ves denar porabi za to darilo, potem pa še naknadno pripravljajo poročila, da so vse, kar so dobili, porabili za določen namen. Se pravi, z vsemi številkami, slikami, vse, kar je pač ravno potrebno za dokazila. Kje lahko ljudje dobijo, ljudje brez domišljije, idejo z domišljijo, ali kako se tevo reče? Ja, mislim, gre res za neko inovativno idejo. Kje najdejo to? Lahko najdejo to na www.krilca.si. Aha, to je tale naslov? Ali pa v naši pisarni na telefonski številki 439 4895 in potem jim jaz lahko pošljem katalog v tiskani obliki. Tole, kjer so vsa darila in kako potem pridejo do ščilnice in tako dalje. Skratka, eno od teh dveh opcij lahko izberejo ali pa kar pišejo na krilca, na krilca.si in potem tudi se pač zmenimo in pošljemo bodisi katalog oziroma jih usmerimo na spletno stran. Kakšen je odziv? Zdajle največji odziv je bil lani novembra in decembra. Novembra smo s tem vam prišli, novoletno obdarovanje in tako. V enem letu smo prodali dobrih 1200 daril. Ambicije so seveda še precej večje, ker Slovenci ogromno denarja namenimo za darila in ambicije, da naredimo nekaj dobrih del na konto oziroma na strošek kakšnih brezveznih daril, če se tako izrazim, so pač precej večje. Tako da upamo, da bo letos kaj več.